Luka nas pele po lepo hojni poti. Ko se ti odpre takle pogled, pa se pa moraš malo ustaviti. Hodimo pa direkt nad Karavanškim predorom. Konec tunela. Nekaj cajta je bila pravljica, zdaj se pa... Živijo! Gremo spet v akcijo. Danes smo trije, Luka pa Janja, njegova lepša polovica. Danes premierno z nama. Smo pa v Jeseniških rovtah, oziroma včasih je temu rekla Jeseniške rovte, zdaj pa planina pod Golico, kakor vem. In gremo kjerle gor proti Rožci pa Klek pogledati. Tako da bo razgledi bojo super. Na avstrijsko mejo gremo, tako da bomo na obe strani videli razglede. Nujno zraven. Prejšnji teden, ko je dežval, vprašanje, kako je po tej poti iti, bolj verjetno z ribiškimi škornji, ampak zdaj je pa v redu. Ja. Sicer vprašanje, če se bomo tlele vračali. Gor gremo pa sigurno tamle. Malo imamo slačenja še. Rad sem pa danes palce pozabil. In gor je pa baje dobre pol metra snega. Tako da bo še zabavno. Takole po takih poteh, ki niso prav veliko obljudene, pa tudi vsi gremo prvič, oziroma jaz sem verjetno enkrat že šel, ampak par let nazaj se ne spomnim prav dobro. V glavnem hotel sem povedati, da si treba malo orientirati, pa čas malo improvizirati. No. Luka nas pele po lepo hojni poti. Tole je drugače pobočje Stola. Golica. Pa Duo Časar. Z Lukatom so spet eno bližnjico našla. Oziroma smo jo našli, ampak smo zdaj spet na poti naprej. Luka je markatist A kategorije, pa ga zdajle Janja malo podučuje, kaj tele puščice pomenijo, pa kam moramo iti. Zdaj table nas pelejo na Hrušiški vrh, ampak bomo še videli, bomo šli dokaj, bomo šli samo do Rožce. Se pa da sem tudi z avtom, samo moraš imeti Suzukija. Kar uživamo. Evo še Janja v celem objektivu. Za tole se pa splača ustaviti, ne? Ni nam ste verjeli, tudi jaz ga prepoznam. Spet ima ena tako zimsko pravljica, da bo me lahko žal, da niste zraven. Ema, če tole gledaš, naj ti bilo res žal, da nisi šla. Ja, res je. Zdajle študiramo, kam bomo šli, ampak po spominu moramo kele levo, ja pa gor proti Rožci. Drugače pa imajo tlele routerji tudi table.
postal, pa Vajnež, tamle gor. Sem pa na prejšnjem videu hodil, ko sem šel na Belsko planino. Bom dal tudi desno gor link. Se kar pozna, brez palc. Evo ga je razpotje. Ne pa videli, kam se bomo namenili. Še prej bomo pa en razgled pogledali. Prav veličastno je. Kele do grebena bomo skočili pa po vsej verjetnosti še do Hrušiškega vrha. Da pa tudi en svoj vrsten izziv s krplji hoditi brez palc pa po visečem terenu. Tole pa Hrušiški vrh. Prišli smo do glavnega grebena Karavank, do vrha, tudi na državno mejo. Zdaj pa se spet odločimo kam. Tole pa najlepši gaz delati, oziroma krplati s takim razgledom, v takem sončku. Naša četica koraka. Janja prav, da smo račke. Takole je Dravska dolina. Takole je pa Gorenjska ravnina in dolina Save, Dolinke. Ker se na krpljih sneg nabira, ratajo kar dosti težki. Tako da smo se odločili, da bomo kar tlele pustili. Naskočimo gor, pa jih za nazaj poberemo. Čeprav se kar vleče, se počasi približujemo vrhu. Ko smo že na vrhu, pa vidiš, da ima še malo za prehoditi. Drugače pa tukaj pod vrhom hodimo pa direkt nad Karavanškim predorom, ki je kakšen kilometer nižji. Dobrodošli na Hrušiškem vrhu. Gremo kar takoj eno panoramo narediti. Tiste je Dovška baba. Zadnji je Kepa, potem imamo tistle bi znal biti Mangart, pa Špik, potem je to Škrlatica, Stenar, v dolino vrata se fantastično vidi Lukna zadnji, seveda Triglav, kot Krma dolini, zadnji je Veliki Draški vrh, pa Tost, Mali Draški vrh, Debela peč, tole je Jelovica, zadnji je Pokluka,
Bohinjske gore, Snežnik, Jesenice, Gorenjska ravnina, Stol, Vrtača, tiste dol, Košutani, možno da je, ne vem, glavnem tole pa Golica. Ja, pa še seveda Dravska dolina in avstrijski konec. Evo nas, selfie z vrha, prav lepo pihlja na vrh, mi pa gremo v dolino. Kaj? Evo, zdaj zadognemo pa malo zimskih radosti. Smo prišli nazaj do Krpelj, zdaj pa se zmenimo, kako naprej. Bomo pa mogli, ne bomo krožne poti delali, ker sem jaz na prvi planini, ker smo bili, sem kapo zgubil in jo moram iti iskat. Dobrodošli še na Kleku. Tukaj smo pa vsi prvič. Tam smo bili pa prej. Tukaj, tukaj. Evo, tamle je pa konec tunela. Pride ven.
Zdaj pa iščemo pot dol in mislim, da smo jo našli. Tukaj spod je pa planina, ker sem prej kapico pozabil. Nekaj cajta je bila pravljica, ti so pa borovci, pa je pa malo premalo snega. Janja pravi, da se je nadejala malo drugačnega spusta, ampak da je tudi ta kar zabaven. Razgled imamo lep. Evo. Tamle je Janja, Luka, tamle je pa moja kapa. In trenutek resnice, moje kape ni. Pa sem pa že prej izgubil. Super, bomo pa pot dol našli. Luka je spet našel eno bližnjico, Jani pa nič čist prav. Je že skurila adrenalin za danes. Gospa, tamle pa ni markacij, kam pa vi? Brez skrbi, 2 markacista imam za sabo nekje. Še 10 minut pa smo v dolini. Evo, mi se počasi bližamo avtu in zaključku današnje čudovite ture. Luka? Ja, dobrih 1100 metrov vzpona, približno toliko tudi spusta. No, ni to čuden. Drugače pa je 11 km pa pol hoje. In ja, jaz sem neka srednja varianta človeka, tako da bi zdaj ocenil, da sem utrujen. Tako da jaz sem dovolj za danes. Glih prav, ja, super, sneg naredi svoje in tura lahka tudi, samo počakamo, da gre tam in. Tura lahka tudi v takih snežnih razmerah, mislim lahka, varna, drugače pa super. Jaz sem v ful užival. Janja? Odlično. Ja, boš še šla kdaj? Še bom šla z vami. Evo. Če pa Janče uživa, to pa veliko pomeni, tako da ne čakajte in pridružite se hribu. Luka bo nagrajen doma s kakšnim dobrim kosilom, pa še kaj več. To je to. Hvala, ker ste ostali z nami do konca. Se kmalu vidimo, ne? Uživajte. Adijo. Čau. Čau.